Spoštovani, lepo pozdravljeni. Sem Boštjan Dornik. Od leta 2003 sem zaposlen na Radiotelevizija Slovenija, od leta 2017 pa vodim oddelek televizijskega arhiva, ker si skupaj z zaposlenimi prizadevamo za delovanje televizijskega arhiva v skladu z arhivskimi in televizijskimi zakonitostmi. V svojem prispevku z naslovom Popisovanje dokumentarnega in arhivskega televizijskega gradiva v luči digitalnega napredka vam bom predstavil enega izmed vplivov razvoja tehnologije na delovanje televizijskega arhiva oziroma na popisovanje eno izmed temeljnih nalog, ki jih opravlja. Namen naše raziskave je bil prikazati vpetost televizijskega arhiva v produkcijski in predvajalni sistem Radiotelevizije Slovenije. Potem analizirati spremembe v načinu popisovanja avdiovizualnega, dokumentarnega in arhivskega televizijskega gradiva, na katere je vplival ne samo tehnološki razvoj televizije, ampak se spreminjajo tudi same zahteve uporabnikov. Namen bo tudi, da s pogledom v prihodnost poiščemo nekatere rešitve, ki bodo zadostile zahtevam vseh uporabnikov televizijskega arhiva in ne bo vplival na dostopnost in uporabnost dokumentarnega in arhivskega televizijskega gradiva. Pri raziskovanju smo uporabili analizo pisnih virov ter statističnih podatkov, tako da smo se osredotočili na različne procese popisovanja gradiva v časovnih obdobjih ter opredelili vpliv tehnološkega razvoja na samo televizijsko okolje oziroma televizijski arhiv. Popisovanje v televizijskih arhivih je odvisno od zahtev uporabnikov in vpetosti arhivov v televizijsko okolje. Cilj popisovanja v televizijskem arhivu je dostopnost in uporabnost dokumentarnega in arhivskega televizijskega gradiva za poslovanje Radiotelevizije Slovenija in drugih uporabnikov. Od ustanovitve televizijskega arhiva do danes so se uporabljali trije načini popisovanja. Klasično papirno popisovanje v arhivske knjige in kartoteke, klasično elektronsko popisovanje z aplikacijo za popisovanje gradiva Eva in aplikacijo za popisovanje izvirnega elektronskega gradiva Adam. Danes se televizijski arhiv ukvarja izključno z elektronskim popisovanjem. Digitalna tehnologija omogoča, da je popisovanje v popisih bogatejše, bolj detaljno, a hkrati v postopku zahtevnejše. Sodobna tehnologija omogoča podrobnejše popisovanje gradiva v prid moderne tehnologije. Velik preskok, ki ga je povzročila tehnologija v televizijskem okolju, je način vnosa podatkov. Včasih so se podatki vnesli na koncu produkcijskega procesa, v digitalnem svetu pa se podatki vnašajo med delovnim procesom, kjer vsak udeleženec vnaša svoje podatke sproti. Na drsnici lahko vidimo primere vrstov popisov. Prvi primer je primer klasičnega papirnatega popisovanja v arhivsko knjigo. Ta knjiga ima 8 vnosnih polj, številko škatle, številka posnetka, vsebine posnetka, vrsta filmov, dolžina filma, datum oddaje, naslov oddaje in opombe. Navedene podatke je arhivist ročno popisal na podlagi prejetih dokumentov. Drugi primer ponazarja popis arhivskega gradiva v informacijski sistem za popisovanje v aplikaciji Eva. V aplikaciji je 11 vnosnih polj, nosilec, dolžina, vrsta tona, datum objave, uredništvo, naslov, šifre, avtorji, režija, status in vsebina. Navedene podatke je arhivist ročno popisal na podlagi prejetih dokumentov in dodal časovne kode, kadar je bilo to potrebno. Tretji primer pa ponazarja elektronsko arhiviranje v aplikaciji za popisovanje Adam. Aplikacija za popisovanje vsebuje 13 podzavihkov s 122 vnosnimi polji. Arhivist ročno izpolni 8 vnosnih polj in pregleda metapodatke ter pripete dokumente v ostalih vnosnih poljih. Razlika med klasičnim in elektronskim popisovanjem je najbolj opazna pri količini podatkov.
Slika prikazuje današnjo vpetnost TV arhiva v produkcijske in predvajalne sisteme. Televizijski arhiv upravlja z medarhivom, to je arhivski strežnik, kamor iz različnih televizijskih sistemov pošljajo posnetke, metapodatke in dokumente. Zaposleni v tem arhivu poslano gradivo strokovno obdelajo in trajno arhivirajo na tračni LTO knjižnici. TV arhiv je povezan s tremi produkcijskimi in postprodukcijskimi sistemi, EVS, Quantel in PAM, ki so označeni z modro barvo. EVS je produkcijski strežniški sistem, na katerem se snemajo oddaje v živo, studijske oddaje in opravi digitalizacije kaset za potrebe predvajanja televizijskega programa. Quantel je produkcijski strežniški sistem za naknadno obdelavo posnetkov, PAM pa je produkcijski sistem za pripravo dolgosteznih oddaj. TV arhiv je povezan tudi s sistemom za načrtovanje oddaj Provis in informacijskim sistemom iNews, označena sta z zeleno barvo. Provis je aplikacija za načrtovanje programa, vsebuje podatke o vsebini, vrsti produkcije, sodelujočih v oddaji, licenci in drugo. iNews pa je novinarski informacijski sistem, kjer je zapisan scenosled poteka televizijske oddaje. Povezan pa je arhiv tudi s predvajalnim sistemom Morpheus, ki je označen z oranžno barvo. Najpomembnejši element v televizijskem okolju so predvajalni sistemi. Vrstnica prikazuje razvoj predvajalnega sistema in vpliv na arhiviranje od leta 1958 dalje. Od leta 1958 do leta 1999 je predvajanje programa potekalo s klasičnih nosilcev, kot na primer filmski trak, magnetoskopski trak in kasete, in je imelo manjši vpliv na arhiviranje. Od leta 1999 do 2008 se je uporabljal prvi predvajalni sistem Profile. Le-ta ni imel večjega vpliva na arhiviranje, ker so se digitalno predvajali zgolj napoved programa in oglasi, ki pa niso predmet arhiviranja. Uvedba prvega avtomatiziranega predvajalnega sistema Harris v letu 2008 je povzročila digitalno predvajanje programa. Nove oddaje so bile izvirno digitalne, starejše oddaje pa so se posnele na programski strežnik starejših nosilcev in se po predvajanju izbrisale. Ker televizijski arhiv ni imel elektronskega arhivskega sistema, so se digitalne oddaje presnele na kasete in strokovno obdelale. Zaradi tega je bil vpliv na arhiviranje majhen. TV arhiv je konec leta 2013 prevzel elektronski arhivski sistem, ki je bil povezan s predvajalnim sistemom. Tega leta se je zgodil preobrat v arhiviranju, saj je televizijski arhiv postal digitalni arhiv in s tem postal aktivno vpet v predvajalni sistem. Vpliv na arhiviranje je velik, saj se oddaje pošiljajo avtomatsko v predvajalni sistem iz arhiva, zato morajo biti vse oddaje pred predvajanjem popisane. V letu 2019 pa je začela Radiotelevizija Slovenija uporabljati nov avtomatizirani predvajalni sistem Morpheus, ki omogoča, da se oddaje avtomatsko pošljejo v predvajanje, ne glede na to, v kateri fazi popisa se nahajajo. Današnji predvajalni sistem Morpheus zahteva elektronsko arhiviranje vseh oddaj pred predvajanjem. Slednje pomeni, da se v televizijskem arhivu prevzema tako izvirno elektronsko gradivo, kakor tudi digitalizirano gradivo. Predvajalni sistem avtomatsko prevzema gradivo ali iz LTO knjižnice ali arhivskega strežnika oziroma medarhiva. Starejše gradivo ne izpolnjuje standardov kakovosti slike in zvoka, ki veljajo za današnjo televizijsko tehnologijo. Zato ga je potrebno pred predvajanjem pripraviti v skladu s trenutnimi tehnološkimi zahtevami in sicer s procesom tako imenovanega gradinga oziroma z umetnim dviganjem razločljivosti slike, prilagajanjem formata in zvoka. Umetno nadgrajeno starejše gradivo je potrebno za nadaljnjo uporabo ponovno arhivirati. Graf
Kronološko prikazuje število zajetih oddaj, prevzem avdiovizualnega gradiva, število popisanih in število trajno arhiviranih oddaj ter število oddaj, ki so še v postopku strokovne obdelave oziroma popisovanja od leta 2013 do leta 2019. Podatki kažejo, da je število prevzetih oddaj od leta 2013 dalje naraščalo. Največji preskok se kaže v letu 2014, kar je posledica uvedbe elektronskega arhiviranja. Od leta 2013 do leta 2019 se je trajno arhiviralo 53.238 oddaj. Podatki nam kažejo tudi, da je te arhiv od leta 2013 do 2015 s popisovanjem uspel slediti številu prevzetih oddaj, od leta 2016 pa se je razmerje med številom prevzetih oddaj in številom popisanih oddaj spreminjalo in povečevalo. Posledično je s tem naraščalo tudi število nepopisanih oddaj. Kot je razvidno v grafu, je v letih 2018 in 2019 prišlo do preobrata, saj se je število prevzetih oddaj povečalo kar za 31%. Podatki kažejo na izrazito povečanje nepopisanih oddaj v letu 2019, ki je nastalo zaradi uvedbe novega predvajalnega sistema Morpheus in zahteve, da se starejše oddaje ponovno arhivirajo. Primarna naloga televizijskega arhiva je ohraniti gradivo in omogočiti uporabnikom njegovo uporabo. Bistvena komponenta popisovanja je dostopnost, pregled nad vsebinami in berljivost gradiva. Potrebe in zahteve uporabnikov so zelo različne. Za potrebe predvajanja televizijskih vsebin oziroma gradiva znotraj televizije mora imeti arhivsko gradivo zgolj metapodatke o oddaji. Večja kompleksnost popisa je povezana s popisovanjem gradiva za namen raziskovanja, uporabe na prireditvah ali osebne rabe, ki vključujejo popise podatkov, kot so ime oddaje, nastopajoči oddaji, tema oddaje, leto predvajanja in drugo. Največje zahteve za kakovosten popis gradiva pa so pri vključevanju v nove programske vsebine, kjer so zahteve uporabnika zelo specifične in podrobne. Kako specifične so lahko zahteve uporabnikov za nove programske vsebine, ponazarja naslednji primer. Uporabnik je med drugim napisal, da potrebuje dolge kadre od 10 sekund navzgor, če se le da veliko zračnih posnetkov, detajli kapnikov in detajli kapljic na kapniku, oblaki in kopičenje oblakov na nebu, dežne kapljice, vode na oknu in detajli zibanja grmičevja ali drevesa v vetru, gore z obsijanja z mesečino, detajli parne piščalke na vlaku in drugo. Tako podrobnega popisa, s katerim bi zadovoljili zgoraj navedeno zahtevo uporabnika, v televizijskem arhivu ni, kar je tako natančen popis enega gradiva bi terjal od arhivista preveliko časa, ki ga pa televizijski arhiv glede na količino prevzetih oddaj nima. Iluzorno bi bilo pričakovati, da bodo sedanji sistemi obstajali tudi čez nekaj let. Televizijske hiše se bodo morale nenehno tehnološko nadgrajevati, temu bodo sledili tudi v televizijskih arhivih, kjer se lahko pričakuje, da se bo povečal nabor podatkov in zahteval vse bolj podroben popis vsebine. Z uporabo sistemov MAM lahko danes televizijski arhivi oziroma arhivisti upravljajo z veliko količino podatkov. Popisovanje dokumentarnega in arhivskega televizijskega gradiva bo zahtevalo še bolj podroben opis kadrov ter arhivskih entitet, kar pa arhivist brez pomoči nove arhivske tehnologije ne bo uspel obvladovati. Umetna inteligenca je dodani element k izboljšanju upravljanja s podatki oziroma k bolj podrobnemu popisovanju gradiva. Čeprav je ta tehnologija za Radiotelevizijo Slovenija v tem trenutku še nedostopna, pa imamo že sedaj v televizijskem arhivu določena tehnološka pomagala pri popisovanju. Le-te so avtomatski vnosi podatkov, metapodatkov dokumentacije, opisi za slepe in slabovidne, podnapisi. Pomagala in sistemi MAM so začetki tehnološkega razvoja
na področju televizijskih arhivov. Za vaša vprašanja in pojasnila sem vam na voljo na elektronskem naslovu boštjan.dornik@rtv.slo.si. Hvala za pozornost.